Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Dragi brate in sestre, dragi možakarji in žene tam pod korom, tle je še kar nekaj prostih mest, lahko se usedete, je bila dolga briga. Že cel dolg dan je za vami. Pa tudi mesto, kjer stojite, je zelo nevarno. To je bilo moje najljubše mesto, ko sem se vrnil v cirku, vidite, kaj sem prstopil. Tako, dragi brate, tako kot mi, kot ti pastirji, smo se tudi mi zbrali sredi noči, da bi videli našega Boga. Ampak če iščeš močnega, nesmrtnega, velikega, nepremagljivega, maščevalnega Boga, ga naj tlele. Naš Bog je Bog, ki zmaguje tako, da ljubi z ljubeznijo, da se postavi na zadnje mesto. In je ta vrstni red, to zadnje mesto, očitno nakazano v tem evangeliju. Cesar ukaže, ne se popiše ves svet. August, cesar, nekdo, ki je velik, je močan, on je obvladal cel imperij. Edini, ki mu je uspelo vzpostaviti tako imenovani Pax Romana, mir po celem znanem svetu. Cel imperij je živel v miru. In potem takoj za njim Kvirini, njegov namestnik v Siriji, nekaj so niti ne politik, vrmen sorte vojak, ker s tako vojsko se lahko obvlada tako državo. Na drugi strani pa Jožef in Marija. Ena dva nepomembneža iz nekega nepomembnega kraja. Ampak po njima Bog vzpostavlja in gradi drugačno občestvo, drugačno kraljestvo. Kraljestvo miru in pravičnosti in odpuščanja, ljubezni, kraljestvo, ki je skrito, ki se ga ne vidi, ampak traja do danes. Rimski imperij je pa že zdavnaj propal. Marija, pravi Luka, je prvorojenca položila v jasli, ker zanj ni bilo prostora v prenočišču. Marija je prisiljena malo improvizirati tlele, ampak v veri je zmeraj tako. To, kar se sprva zdi kot neka nesreča, se s časom razodene kot Božja previdnost. Jezusa povije v povoje in ga položi v jasli. Navkljub vsemu je Marija pripravljena, je nekog zorganizira, neko vrsto zaščite za Jezusa je prinesla s sabo. In tudi za nas je pomembno, da Božje darove povežemo povoje in jih zaščitimo. Ne glede na to, ali prideš, dragi brat in sestra, enkrat na leto v polnočih maši, ali prideš vsako nedeljo, ali prideš tudi med tednom, ta odnos z Bogom je treba varovati. To vero je treba negovati. Pol ga pa položi v jasli. V grščini uporabi Luka glagol, ki je isti, ko ga uporabi na koncu evangelija, ko Jezusa položijo v grob, ga deponirajo, ko polagajo trubo. In ikone, ruske ikone, zelo pravostavne, ga res tako upodabljajo, kot v grobnici, povezan zavit in v grobnici. Nekaj kontradikcije vseeno je tle notre. Marija ga najprej pazljivo povije, pa položi na mesto za pojest, zato ker ni imela boljšega kraja. In njegovo celo življenje tega našega Boga bo tako. Angeli mu bodo prepevali uspavanke, istočasno ga bo en kralj, divji kralj, hotel preganjati in ubiti. Ko bo prišel v Jeruzalem, ga bodo slavili in proslavljali kot Davidovega sina Mesija, naslednji dan ga bo isti folk hotel, oziroma ga bo obsodil na smrt. Razglašen bo za kralja, pa pribit na križ. In naša vera ima zmeraj to razpetost med zavrženostjo, med preganjanjem, med sramom, med nekim zatajitvijo in slavo. Med tem, kar se na tej zemlji dogaja in med tem, kar nas čaka na drugi strani. Med smrtjo in vstajenjem, med neko intimnostjo z Bogom, kjer si povsod doma, pa med tem, da smo mi tujci in popotniki na svetu. Namesto, da bi bil nahranjen, ta otrok ga položi v hrano drugim. Bet
Lehem, hiša kruha. To pomeni to ime tega kraja. In res bo ta Bog, ta Sin sebe razglasil za kruh življenja. Letos se bomo srečevali in smo se že kar nekako veliko z evangelistom Lukom. On je neko kirurško natančnost ima pri svojih opisih. Pač zdravnik je bil po poklicu, to je poznate, ne? Neka deformacija poklicna je v tem. In tudi ta božična zgodba, ki se dogaja, hoče vse umestiti v zgodovino, v čas, v okoliščine, govori in dobesedno citira, kaj so angeli povedali, dobesedno, kaj so pastirji slišali, kam so šli, koga je kaj poslal, kaj da pogleda tu, no tretje, kdo je bil zdraven, cel advent. Spomnite se, je bilo tako Janeza Krstnika, pa Zaharija, pa Elizabeto, pa Marijo. Vse vemo, še kaj se je v sanjah dogajalo, vemo. Luka je zelo natančen. Ampak, ko pa govori o Jezusovem rojstvu, o tem dogodku, ga pa preprosto rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli. Z enim stavkom, z enim surovim stavkom, preprosto zato, ker tle ni nič drugega za dodati. To je to. Preprosto tako je bilo. To je ljubezen v svoji najbolj osnovni in najmočnejši različici. Nič ne sprašuje. Ljubezen ne rabi nobenega komentarja. Izpostavljeno je samo in predvsem prvem berilu in tukaj v tem oznanilu angelov veselje. Oznanjam vam veliko veselje. Pri večerni maši, kako se reče temu otroški polnočnici, je naš brat Klemen rekel, da se naša vera začne z veseljem. Pogledajte, kam smo jo pripeljali. Pa 2000 letih. Da se začne z veseljem. Ker je to ta noč upanja in veselja. Zato, ne zaradi drugega, kakor samo zato, ker se je naš Bog hotel učlovečiti. Ki je hotel postati človek, ki je hotel postati to, kar si ti, to, kar sem jaz. Z vsemi mukami, z vsemi težavami, z vsemi skušnjavami, ker je hotel postati to, kar si ti, ker ljubi. Pomeni, da je dobro biti človek, da je lepo biti človek. Lepo je živeti. Lepo je živeti. Nobena druga vera ne predstavi Boga kot zaljubljenca v človeka. Kot zaljubljenca v človeka. In to do take mere, da je pripravljen vse izgubiti samo zato, da bi bil z nami.